S športom skozi zdravo življenje. V tem slogu je potekal otvoritveni dan konjiških dnevov 2013. V popoldanskih urah so v petek 14. junija Konjičani dobili uradno v uporabo dva nova športna objekta. Športno igrišče Kajuhova je večnamensko igrišče, ki ga je Krajevna skupnost Slovenske Konjice v sodelovanju z občino zgradila kot nadomestni objekt igrišču na Mizarski ulici. Vrednost projekta je znašala 58.198 evrov, od tega je Fundacija za šport prispevala 15.621 evrov, preostali del sredstev pa je pokrila Krajevna skupnost Slovenske Konjice v vrednosti 42.577 evrov. Izvajalec del je bilo podjetje CM Celje s podizvajalcem Matijem Fijavžem SP. V avgustu 2014 bo objekt prevzel v upravljanje Zavod za šport. S tem objektom so predvsem otroci pridobili prostor za športno druženje in igro. V neposredni bližini v športnem parku pa bodo na voljo igrala tudi mlajšim otrokom. In v veliko veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim na svečanosti ob otvoritvi športnega igrišča tukaj na Kajuhovi ulici ter tekaške steze Park, torej kar dveh novih in prijetnih pridobitev za naše mesto. Takole danes, ko vsakdanik seboj prinaša poplavo obveznosti, nam nalaga divji tempo, kateremu je težko slediti, in ko se s stresom srečujemo praktično na vsakem koraku, šport in rekreacija predstavljata še kako pomembno obliko sproščanja, preživljanja prostega časa in nenazadnje druženja. Novo športno igrišče tukaj na Kajuhovi ter več kot kilometer dolga urejena tekaška steza Park bosta nedvomno na svoj način povezovala prebivalce tega slikovitega naselja pod Konjiško goro, privabljala rekreativne športnike in tekače od drugod ter pomembno prispevala k dvigu kakovosti življenja v našem mestu. Projekt tekaške steze se je začel z ugotovitvijo, da v Konjicah nimamo primernega prostora v naravi za tek in za to, da upravimo neki vaj, da smo ljudje bolj sproščeni, bolj skrbimo lahko za svojo fizično pripravo. Občani so tako lahko tekli le ob cestah ali po cestah ali pa tisti najbolj zagriženi na Konjiško goro. Prav tako sem ugotovil, da osnovna šola in gimnazija prav tako nimata primernega prostora za tek, ki je pač eno najbolj osnovnih človekovih gibanj in so delno uspeli to reševati z stezo, asfaltirano stezo v parku. Seveda pa tudi uporabljajo stadion Dobrava, kjer upravljajo svoje meritve. Obstoječa steza je bila preozka in na tej stezi niso želeli upravljati svoje vadbe, ker je bila tudi na določenih odsekih malenkost nevarna. Prav tako pa sem ugotovil, da je prostor na Trebniku v veliki meri bil zanemarjen in določene črne točke so obstajale, kjer se ljudje niso radi gibali oziroma smo opažali, da se vedno manj ljudi giba na tem prostoru. Kaj smo mi pridobili s tekaško stezo? Predvsem prostor, kjer lahko ljudje brezplačno v naravi opravljajo, gremo teč, kjer se lahko razgibamo na zunanjem fitnessu, opravimo vaje za moč, za raztezanje, za stabilizacijo. Na ta način skrbimo, izboljšujemo ali ohranjamo svojo fizično pripravljenost. Steza je široka 2,4 metra in je primerna tudi za bolj zahtevne ali celo vrhunske športnike. Seveda pa je ena izmed najbolj osnovnih, najbolj ciljanih skupin osnovna šola in gimnazija Slovenske Konjice. Prostor je tudi zelo lepo umeščen v naravo in zaradi bližine veliko starih dreves se hitro počutimo sproščeni in umirjeni. Proga, pa naj poudarim, je namenjena tekačem in sprehajalcem. Tako, zakaj sem to poudaril? V tem trenutku lahko opazite, da je tudi včasih se kak avtomobil pelje po tej progi in da marsikdo tudi parkira na spodnjem delu tekaške proge. Žal moramo vrtičkarjem nekako omogočiti dostop do njihovih vrtov,
To smo vedeli že v začetku in smo morali tudi na nek način nek kompromis doseči. Dostop pa bodo imeli še delavci javnega komunalnega podjetja zaradi vodohrana in delavci Zavoda za šport. Želim si, da bi uporabniki koles in motornih koles upoštevali namen proge in svoje aktivnosti počeli drugje. Eno rampo smo že postavili in en steber, sledi še dodatna rampa. V tem trenutku je postavljena zaradi del, ki potekajo na Trebniku. Opozoril bi tudi na nevarnost naleta kolesarjev, zato sem kolesarjev omenil. V zgornjem delu proge iz gozda se večkrat radi kolesarji vozijo. Mi smo tam postavili eno oviro, ki je bila vmes že enkrat odstavljena, so jo pač pospravili, ampak kolesarji bodo morali spredvideti, da je to početje nevarno in mi bomo tja namestili še eno malo močnejšo oviro. Kljub temu, pa da je projekt že zaključen, bi želel povedati, da imamo s tekaško stezo še nadaljne načrte. V prihodnje bi si želel namestiti še kakšno napravo, ki bi še izboljšala vadbo zunanjega fitnesa, mogoče kakšno leseno, ki bo cenejša. In pa seveda čaka nas še tudi dodatno urejanje okolice, saj si želimo, da bi ta del Konjic postal še lepši in še bolj v ponos občanom. Skupaj s projektom prenove dvorca Trebnik bi pa verjamem, da bo park nedvomno postajal še bolj atraktiven. Direktor Samo Pintar je že omenil, da ima tole igrišče svoj zametek na Mezarski, kjer je v času, ko so ljudje še znali stopiti skupaj, ko so z udarniškim delom napravili veselje za svoje najmlajše. V tistem času so znali stopiti skupaj in so to znali narediti. Danes so seveda časi drugačni in ko je glede na okoliščine prvotni prostor izgubil svoj prvotni namen, je bilo potrebno poskrbeti za nadomestilo tistega športnega igrišča. Seveda mora vsaka stvar dozoreti in tako je prišel tudi trenutek, ko smo lahko na tem prostoru, na nekdanjem zemljišču Republike Slovenije, prenešeno v last občine, pričeli najprej z risanjem in kasneje tudi z izgradnjo tegale objekta, ki verjamem, da bo služil kot nadomestilo vsem tem mlajšim in tudi starejšim v jugovzhodnem delu mesta Konjice. S simbolnim metom na koš sta župan občine Miran Gorinšek in Samo Pintar, direktor Zavoda za šport, igrišče predala svojemu namenu in prostoru za športno druženje. Plesalke iz lokalne plesne šole J-Dance Studio in učenci glasbene šole Slovenske Konjice pa so s svojim programom popestrili prireditev športnega pomena. And they stay there, and they say yeah, and they say there, and they stay there. Na Zavodu za šport je bila uspešna kandidatura na razpisu Fundacije za šport in tako so bila pridobljena potrebna sredstva za izdelavo objekta, in sicer 26.882 evrov, vrednost celotnega projekta pa je znašala 53.874 evrov, razliko sredstev v višini 26.992 evrov je prispevala občina Slovenske Konjice. Izvajalec del je bilo podjetje Gradnja Marguč, dobavitelj zunanjega fitnesa pa Platinum Šport. Nova tekaška steza je umeščena v zgornji del konjiškega parka, v največji možni meri so se uporabile že obstoječe poti, tako da ni bilo nepotrebnih posegov v gozd in njegovo vegetacijo. Prednost steze je njena širina, ki znaša 2,40 m, kar omogoča vadbo ne le rekreativcem vseh starosti, ampak tudi športni vzgoji dijakom na konjiški gimnaziji, osnovnošolcem in vadbam članom raznih športnih društev.
Na začetku tekaške steze je skupina konjiških osnovnošolcev po poku štartne pištole stekla po stezi, obiskovalci prireditve pa so se zgolj tokrat v sprehajalnem tempu odpravili za njimi do fitnes naprav in prijetne osvežitve. Rok Hajt, predstavnik športnega razreda Gimnazije Slovenske Konjice, je na vsaki posamezni fitnes napravi praktično prikazal vaje za ravnotežje, krepitev mišic in vzdrževanje kondicije. Jaz bi rad sem par besed o fitnesu povedal. Jaz moram reči, da ko sem se odločil, kjer fitnes bi mi sploh montirali, sem šel pogledati 3 različne fitnese. In tega smo zbrali zaradi tega, ker je praktično zelo ergonomičen, težko se poškoduje, težje kot ostali, po zelo visokih standardih je narejen. Sem pa tudi preizkusil vse vaje, ko se na njem delajo in sem pol primerjal z ostalimi in moram reči, da je zelo premišljeno narejen in da so vaje tudi kvalitetne, ko se na njem izvajajo. Tekaška steza skupaj z napravami za vadbo tako predstavlja nov športni objekt na Konjiškem, ki ga bodo z veseljem uporabili vsi rekreativci in športniki.